Cenjene dame, dragi gospodje, prisrčen pozdrav iz Kidričevega. Pred nami je druga tekma 18. kroga prve lige Telemach. Zelo pomembna tekma za Aluminij in za Tabor iz Sežane. Oba kluba v slabem momentu, ne glede na to, da je Aluminij izgubil samo eno tekmo. Na drugi strani Tabor že v seriji 5 zaporednih porazov. Danes zanimivo tudi to, da ni v začetni postavi Nemaniča, medtem pa priložnost in gol! No, vendarle konec črnega niza za nogometaše iz Sežane. Ovsenek je prišel do zadetka v 8 minuti, torej hitro se je vse skupaj zgodilo. Klonil je Jan Žekovič, takole pa podaja v prostor. Naivno so izpadli nogometaši Aluminija in potem krasna žoga pred vrata. Oba trenerja, jasno, pred tole tekmo pod pritiskom, pa zdaj velika napaka Koprivca. Alen Tolič potem za Guerrika, Guerriko z levico v kazenski prostor. Tole zdaj znova lahko nevarno, ampak žoga mimo vrat. Končala je v kotu, spet je zadovoljen ob robu igrišča Dušan Kosič. Drobne zdaj zanimanjem spremlja, kako se bo razpletla akcija. Marinšek ima priložnost, Marinšek! Ni zadetka. Znova nekaj smole za Aluminij in nekaj sreče za Koprivca. Tam je na tleh obležal Jaka Bizjak. Bovha in spet podaja na desno stran. Pečnik ima dovolj prostora za podajo v kazenski prostor. Pečnik je našel tam pred vrati najprej mislim, da Matjašiča, gol pa za Aluminij po odbitku. Ogromno sreče. Videli bomo, kako je vse skupaj steklo in v 19. minuti je Aluminij prišel do zadetka, Nutki pa se potem vrnil na zelenico. Takole je Đerlek poskušal, Koprivec se je izkazal z obrambo, ampak žogo zbil naravnost na nogo kasnejšega strelca. Tole Đerlek kar pošteno po sredini, Koprivec pa ni uspel izbiti v kot. Gašper Pečnik po desni strani, žoga pa na bližnjo vratnico. Spet je bilo nevarno. Bongongi, dobro, Bovha in tole je priložnost za protinapad Aluminija. Bovha pa slabo in zdaj Bovha manjka v zadnji vrsti. Pa takoj strelo, daleč gol! Kakšen šok zdaj je za domačo zasedbo. Jan Žekovič je klonil, Ignacio Guerriko pa je poskrbel za pravi golaso. Strel po tleh, tako je delovalo, da je lahko žoga zaradi hitrosti nevarna za Jan Žekoviča. Videli bomo z tega posnetka, če bi moral Jan Žekovič tule bolje posredovati. Imel je veliko časa, žogo je spremljal oddaleč. Drugi zadetek jih je seveda presekal. To se vidi, kajti Aluminij je bil zelo konkreten potem, ko je prišel do izenačenja. No, zdaj je morda priložnost tudi za strelo daleč. Spet nekaj težav za Koprivca. Lepo so tole odigrali. Matjašič na desno, kjer je Pečnik, Gašper Pečnik. Pečnik! In izenačenje! 45. minuta, 2-2, krasna akcija Aluminija. No, tokrat se je vse skupaj dobro išlo za domače in še četrti zadetek na današnji tekmi. Četrti gol v prvem polčasu, prava golijada v Kidričevem. Krasno je vtekel Pečnik, njegov drugi zadetek je to v tej sezoni. V prejšnji sezoni je dosegel enega, takole Pečnik. Slab niz, sploh pri Taboru, jasno, motiv takšen, kajti Aluminij je na zadnjih tekmah vendarle bil uspešnejši v prvi ligi. Pri Aluminiju na zadnjih 5 tekmah 1 zmaga, 1 remi, pa 3 porazi, medtem ko že kar nekaj časa Tabor zmage ne pozna. Pred njim Mihaljevič. Priložnost je to za Krefla, ki je prišel do strela.
Čerlek, dobra žoga, Koprivec je izboksal, pa tudi prekršek, oziroma ne! 11 metrovka, ne prekršek v napadu, pač pa najstrožja kazen. Tole je zdaj šok za goste. Matoša je imel dober pogled na vse skupaj, bil je dobro postavljen, umirjal vse skupaj, kajti Balažič in Kasapovič si bosta ogledala posnetek. Tule vidimo, prevzel odgovornost, poglejmo, če lahko Krefl pride do svojega drugega zadetka v tej sezoni. Krefl ali Koprivec, zanesljivo Krefl, veselje na klopi pri Aluminiju, veselje na tribunah in veselje na zelenici. Krefl je poskrbel, da je Aluminij prvič na današnji tekmi povedel. Gospod Drobne, čestitke za zmago. Prva zmaga v tej sezoni proti ekipi, ki je nekje blizu vas na lestvici. Kaj to pomeni za psihološko stanje ekipe? Seveda veliko. Ve se, koliko je bilo, kakšen je bil vložek današnje tekme. Nam je uspel na vso srečo. Moram pa res pohvaliti fante, ker se vračati, dvakrat se vrnati, preobrnati rezultat, ni mačji kašlji in danes so fantje pokazali eno kompaktnost, čvrstino. Res je, da smo naredili tiste 2-3 napake in bili kaznovani za to, ampak smo bili zelo čvrsti, kompaktni, res danes ta pravi na tem težkem igrišču in mislim, da smo si v celem srečanju pripravili več priložnosti in tudi zasluženo zmago. Je bila to tista reakcija, ki ste si jo želeli v Ljudskem vrtu, ste bili zelo razburjeni po tekmi, tudi odkrito dejali, da niste zadovoljni s pristopom. Je današnja enajsterica oziroma ekipa, igralci, ki so dobili priložnost, dokazala tisto, kar ste želeli? Absolutno. Glejte, mi smo pač v Mariboru, nisem bil razburjen, ampak razočaran nad pristopom. Današnji pristop nas je pa pripeljal do zmage. Mi brez takšnega pristopa proti ekipi Tabora, ki ima neverjetno brzino spredaj, bi sigurno klonili. Tako pa smo bili pravi, zelo dobro smo jih držali visoko. Tako sem povedal, zadnja linija je potem, ko smo spremenili po 20 minutih, ko smo šli malo drugačno postavitev, smo tudi tu jih mogoče malo presekali, začeli so se nam pojavljati prostori na straneh, kar smo s pridom izkoriščali in prihajali priložnosti, na srečo do polčasa zadeli in potem, ja, po tretjem golu imeli igro pod kontrolo, razen zadnjih teh 5 minut je malo bolj gorelo, ampak drugače pa kapo dol fante še enkrat za to zelo pomembno zmago. Oskar Drobne, čestitke in hvala. Aljaž Krefl, junak tekme, zadetek z najstrožje kazni. Je bilo kaj dodatnega pritiska glede na težo te tekme ob strelu? Pa ne bi rekel, da je bil kak dodaten pritisk. Junaki tekme smo pa vsi, kajti vrnili smo se po 2 zaostankih in na koncu dali še ta 3. gol in zasluženo zmagali. Kaj vas je, oziroma kaj so pomenile tiste besede trenerja po tekmi v Ljudskem vrtu, da ni bilo pravega pristopa za ekipo? Je to že na treningu dalo nekaj dodatnega zagona? Seveda, pa ste videli danes, da smo pokazali čist drugačen obraz, kar se tiče borbe, agresivnosti in pristopa. Kajti, če ne bi bilo tega, na tem igrišču sploh ne bi bilo mogoče igrati, sploh pa ne s Taborom, ki jo krasi zelo hitra in agresivna. Slog igra imajo zelo hitri in agresivna. Kaj pa reči zdaj za finiš tega jesenskega dela, še 2 zahtevni tekmi za vas, kakšne so želje? Res je, 2 zahtevni tekmi, prihaja k nam Koper prvo tekmo in z istim pristopom, z istim načinom igre, z isto borbenostjo in agresivnostjo se nadejamo 3 točk. Isto pa bomo probali ponoviti proti Bravo v Ljubljani, tako da ciljamo na 6 točk. Hvala in srečno. Hvala. Pri Taboru so se po današnji tekmi odločili, da bo pred mikrofon stopil samo športni direktor Davor Škerjanc je tukaj. Najprej, zakaj takšna odločitev? Ja, v takšnih situacijah težko ostanemo mirni, se trudimo v klubu ostati mirni, ampak določene situacije se nam dogajajo,
Že tako imamo težave, že tako sestavljamo ekipo, neki poškodb in to nas pesti. Kartoni, ki so se nabrali fantom, doskrat tudi prehitro, ampak potem se ti zgodi tak penal dosodijo z varom prisotnim na tekmi. Neverjetno, res, v bistvu pač izjemno smo razburjeni glede tega, ampak ne samo zaradi ene tekme, pač napaka se zgodi, sicer ne razumem, ko se lahko zgodi z varom, ampak da se nam to vrsti z tekme v tekmo, na prejšnji tekmi nedosojen offside pri golu Brava, zdaj tole in tekme izgubljamo z enim golom razlike, točk ni. A na igrišču je čisto druga predstava. Na igrišču je predstava naših fantom, lahko rečemo, odlična. Tudi danes, brez 7 igralcev, so fantje pokazali odlično predstavo. In res, izjemno mi je hudo, da tekmo odloči takšna enajstmetrovka, ki sam v življenju še nisem videl, da bi to bilo kdo piskal penal. Lahko bi piskali 10 na tekmo, če bi imeli ta kriterij. In tudi da VAR ni posredoval, res neverjetno. In mi bomo šli dalje. Sicer v enem trenutku se človek vpraša, čemu iti dalje, če te tako sabotirajo, če ti takšna polena pod noge mečejo, ampak recimo, da se bo nogometni moment obrnil. Fantom nimamo kaj očitati, fanti dajo vse od sebe in se bojo pripravili sigurno za naslednjo tekmo in nadaljevanje prvenstva. Tale niz pa nič ne vpliva na trenerja, ne? Že med tednom ste mu dali podporo in pri tem verjetno tudi ostaja, glede na vaše besede. Vsekakor tale niz ne vpliva nič, kar se tiče trenerja, Dušan ostaja z nami. Se pravim, tale niz je splet en kup nekih okoliščin, od pač določenih težav, ki imamo z igralskim kadrom, s poškodbami in to. In seveda ne moremo spregledati sodniških odločitev, ki so konstantno v našo škodo in to je že boleče. To je izjemno boleče in se človek vpraša, pa je sploh še vredno nadaljevati. Ampak se pravim, ne bomo se predali in gremo dalje. Hvala in srečno.